Protipoplavna zaščita, kaj na terenu, neke dezinformacije krožijo? Ja, koliko smo mi bili obveščeni strani posameznih krajanov, je prišlo do neke vrste odpora proti nameravanim ukrepom, da bi nekako zaščitili tisti ravninski del naselja Zbelova, se pravi proizvodne in stanovanjske objekte, kjer je pravzaprav v vsaki povodnji škoda največja. Dejansko gre za, vsaj po moji oceni, za dezinformacije, kajti še mi sami nimamo vseh podrobnejših podatkov, kaj namerava tam Ministrstvo za okolje in prostor kot investitor protipoplavnih ukrepov narediti. Iz same idejne zasnove tega projekta pa je v bistvu predvideno, da bi se na levi strani, če gledamo po državni cesti v smer Zbelovega, pred proizvodnim objektom K. Olovec naredil en zemeljski nasip. Cesta v dolžini približno 100 metrov bi se dvignila za cirka pol metra, dobrega pol metra, in potem po trasi železniške proge nekdanje in pred naseljem Zbelovo desno proti sami Dravini in potem po brežini, levi brežini reke Dravini in takoj za Zbelovim pa zopet levo v smeri hriba bi se naredil en nasip zemljine, ki bi onemogočal, da bi ta poplavni val udaril v samo naselje. Seveda je to predvideno, da bi se ta cesta mimo pekarne Boč, tam bi prišla ena vrata, ki bi se zaprla v primeru visokega vodostaja, in pa eno črpališče, da bi vso zaledno vodo izčrpalo na drugo stran tega nasipa. To je zaenkrat vsa zgodba, kaj bolj podrobnih podatkov še tudi mi nimamo, tako da bi, čim bomo imeli te podatke, bomo seveda šli do ljudi skupaj s projektantom, skupaj z investitorjem, da najdemo prostor, da to umestimo, to dolgoletno željo vseh prebivalcev Zbelovega. Seveda pa bo težko najti kompromis, kajti vsakdo se mora zavedati, da je več uporabnikov tega istega prostora in da pravzaprav ne vidim pravega razloga za pomisleke, da bi zaščitili stanovanjske objekte in glede na to, kakšna škoda tam nastaja. Pa če pomislimo, da sta tam dva proizvodna obrata, kjer je težko oceniti škodo direktno, kaj še tisto posredno ob vsakem malo večjem vodostaju. Zdaj bi na terenu letos začeli? Predvideno je, da takoj po podpisu pogodbe, vendar pogodba še ni podpisana, to še tudi projektant ni pripravil za izvedbenega načrta. Idejni projekt sem jaz videl, ampak izvedbenega pa še ne. Seveda bi to morali dokončati že do konca leta 2015.